Motivira me ljubezen do tenisa in odgovornost do tistih, ki me podpirajo. Po drugi strani pa je to moja služba, ki jo se ponosom upravljam. Ponosen sem na prav vsak njegov uspeh. Preko 40 turnirjev gluhih je zmagal. Ima kar nekaj pokalov iz konkurence slišečih. Ima bronasto medaljo iz Evropskega prvenstva gluhih. Ponosen sem na njegovo vztrajnost, srčnost in osredotočenost. Najbolj pomembna oseba v mojem življenju je moj oče, ki je tudi moj glavni trener. Vsak dan preživiva skupaj, trenirava, potujeva po turnirjih, deliva dobro in slabo. Brez njegove brezpokojne ljubezni in predanosti ne bi bil tukaj, kjer sem. Marinove začetke v tenisu so bili težavni, saj je imel zaradi svoje gluhote preglavice z orientacijo, eksplozivnostjo, občutkom za prostor, ravnotežjem in seveda razumevanjem navodil. Njegova največja prednost je v tem, da je izredno inteligenten, hitro se uči in je popolnoma predan ciljem. Seveda imava za vsako situacijo na igrišču razvite tudi kretnje. Med njimi, na primer, gledaj žogico, odlično opravljeno, naprej, razmišljaj. Gluhota je pri tenisu zelo velika ovira. Vsi poznamo rek, da so ovire samo v glavi. Saj so, dobesedno. Tenis gluhih je v svetovnem merilu izredno razvit in brutalno močan, če vemo, da igrajo tudi naglušni z 55% izgubo sluha po Fowlerju. Marina ima 100% izgubo sluha in je tretji gluhi tenisač na svetu. Do 20. mesta sta samo dva popolnoma gluha. Zame je največji športni mit pri gluhih, da nam nič ne manjka. Nikako ne razumejo, kakšne napore jaz vlagam, da potem na igrišču skledam kot slišeči igralci. Moj največji sovražnik je Peter. Proti njemu s trenerjem še nisva našla rešitve. Slišeči imamo ta luksus, da s pomočjo dražljajev preko sluha zaznamo smer in jakost vetra in na podlagi tega predvidimo smer gibanja žogice. Če te informacije gluh nima, mora biti toliko bolj pozoren. Veter vpliva tudi na ravnotežje. Vkolikor je veter enakomeren, Marina to ne zmoti toliko. Vkolikor pa spreminja smeri in hitrost, potem njegov nadzorni sistem popolnoma odpove in se na igrišču enostavno izgubi. Zadnji mesec priprav simulirava podlago, na kateri se bo odvijal turnir, uigravava situacije in sestavljava taktične vzorce. Psihološke priprave obsegajo 1/3 treningov in se izvajajo skozi celo sezono. To bodo moje tretje olimpijske igre. Ponosen sem, da bom ponovno zastopal domovino. Na olimpijskih igrah v Braziliji si želim igrati svoj najboljši tenis. Vsak dvoboj je odločilen, zato ne podcenjujem nikogar, niti se nikogar ne bojim. Z rezultatom se ne obremenjujem, zavedam pa se, da je od njega odvisna moja prihodnost.